Zanimiv mail smo dobili zadnjič, ker nam je dal misliti in seveda po svoji stari navadi smo morali takoj v akcijo. Jure nam je namreč pisal, če imajo vsi kitajski avti samo 1,5 litrske turbobencinske motorje, pa vsi 7-stopenjske robotizirane menjalnike in če se vsi lahko hvalijo samo z ugodno ceno. No, Jure, tukaj je eden, ki nima tako ugodne cene, da bi bil privlačen samo zaradi nje. Pa tudi 1,5 litrskega motorja nima. Nekaj oddaj nazaj ste si lahko pogledali predstavitev modela Hongqi HS3. Takrat smo povedali, da gre za premijsko kitajsko znamko in da z enim od njihovih modelov naokrog prevažajo tudi kitajskega predsednika Xija. To zdaj povem zadnjič, ker se že ponavljam. HS3 je od večine svojih tekmecev cenejši, pa je znotraj kljub temu frajerski pa zelo modern, tole je pa večji HS5. In večji pomeni dolžino skoraj 4,8 metra in malo manj kot 500 litrov prtljažnika. Če ob tej številki 500 niste posebej fascinirani, tudi to smo že večkrat povedali, da je specifika praktično vseh kitajskih avtomobilov, da imajo zadaj za potnike malo več prostora, posledično je pa malenkost manjši potem prtljažnik. Ampak tudi teh 480 litrov ni posebej malo, to se najbrž strinjamo. In najbrž se strinjamo, da je za pogledat kar impozanten, ne samo zaradi tiste nastopaške sprednje maske, tudi zadaj dobro izgleda s tem svetlobnim podpisom. Sam bi ga sicer izbral kakšni drugi barvi, na njihovem konfiguratorju sem gledal svetlo modro, tista se mi kar dopade. Če je bil manjši HS3 znotraj zanimiv in poln usnja, je zgodba tukaj zelo podobna. Sem prepričan, da pravzaprav nihče med vami sploh ne bi pomislil na kitajsko poreklo, če bi takole z roko pokril tale logotip na volanu. Prej bi verjetno pomislili na kakšen Audi ali pa Mercedes, najbrž celo na Mercedes, ker je v bistvu tale gumb enak, pa te ročke tudi. Ali pa zelo podobne, da ne bo kdo užaljen. Vas bi pa na katero od premijskih znamk opomnil premijski pridih tukaj le notri. Vse povsod je usnje, klavirske plastike skoraj da ni, tale del tukaj ima lepo vzorec, kar pomeni, da se tudi prstni vtisi potem skoraj da ne poznajo. Vse skupaj je dobro izdelano, lepo zašiljeno in ta zaslon, v bistvu oba zaslona, sta lepo integrirana v armaturno ploščo, kar pomeni, da ne štrlita grdo ven. In pri uporabi skoraj nimam nobenih pripomb, razen to, da tudi tukaj nimam digitalnega radijskega DAB-a, kar je specifika skoraj vseh kitajskih avtomobilov, vse ostalo pa štima. Vmesnik je dovolj logičen in tudi hiter, kamere vse naokrog so odlične, ergonomija pa prijetna. Moram dodati tudi, da nič ne škripa med vožnjo in da je moj sedež totalno udoben, veliko udobja in prostora je pa tudi tamle zadaj. No, pokažem. Ne rabim dodati veliko besed, poglejte prostor nad glavo ali pa pred koleni. Lahko ste 20 cm višji od mene, pa boste še vedno sedeli udobno. Ali pa 30. Kljub bogati opremi in zmogljivemu motorju je tole še vedno avtomobil, ki stane precej pod 50 jurjev, no vseeno pa ne more ponuditi tistega famoznega 1,5 litrskega turbobencinskega motorja, zato tega poganja 2-litrski. Njegova moč je 180 kW oziroma 245 konjičkov, kar pomeni, da se v resnici precej spodobno premakne. Itek z njim ne boste divjali, ker gre za karakterno umirjen avtomobil, vseeno pa so prehitevanja lahkotna in vožnja po avtocesti sproščena. Še bolj fino se mi zdi, da je tukaj motor povezan z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki veliko manj cuka kot 7-stopenjski robotiziran, ki ga najdemo v cenejših modelih. Tukaj pač zaradi višje cene ne more biti več takšen in more avto ponuditi nekaj več, zato je tudi pogon 4-kolesni. Ne zato, da se boste lahko odpeljali na vrh nanosa, predvsem zato, da boste vozniško zanesljivi takrat, kadar bo podlaga imela manj oprijema. Poraba ni majhna, tudi nisem pričakoval, da bo, ker pri pogonu ni nič hibridnega, zato pod 10 litrov še nisem prišel, ampak ga moram itak še fino stestirati, da dobim realno sliko. Tudi krmiljenje moram pohvaliti, je zelo prijetno, ravno prav obteženo. Do zdaj pri HS5 nisem dobil občutka, da so kjerkoli varčevali. Pravzaprav je ponudba za vse tiste, ki iščete nekaj poceni, pri nas precej bogata. Ta avto pa z dobro ceno dejansko konkurira tistim, ki imajo na maski kroge, zvezdo, ledvičke ali pa kaj podobnega. Zato, ja, Jure, so tudi drugačni kitajski avti, ne samo tisti z 1.5 motorjem.